Pred našim mikrofonom ob jubileju pozdravljam dramskega igralca Jurija Savčka. Zadnje predstave, ki so povezane z vašim imenom, segajo, lahko rečem, na drugo polje vašega udejstvovanja. Recimo lutkovna predstava oziroma lutkovno igrana predstava za otroke Pipi in Melkijad in pa področje opere. Nekaj besed o tem, kako preživljate te dni že v pokoju, ampak vendarle aktivni. Ja, če bom zdržal, potem bom rekel, da sem jih krasno preživel, ampak moram pa reči, da je precej napeto. Poleg vsega sem zgubil še koledarček, tako da si moram nove datume pisati. In je pa precej nekih intervjujev, pravzaprav nimaš kaj povedati. Življenje je eno in govorim pravzaprav eno in isto. Mogoče na kakšen drug način. Veliko je tega, bi rekel, slavja. No, počutim se zelo počaščen. Tosko pa sem za jubilej v Drami izbral zato, ker sem prejšnjemu direktorju predlagal 50-letnico angažmana, da bi praznovali, pa nimal te pravih ušes za to, dočim Ivo Ban je pa prisluhnil, pa je rekel, da nas je res kar precej teh slavljencev ravno dan zberem, da Žarko Petan tudi slavi, 80-letnico je isto 29-letnik kot jaz. No in počutim se v redu, ne? Mislim, da malo imam treme, ne? Priznam, ker tosko prizoriti našo predstavo, tudi ki je društvo uprizorilo naše društvo na Jesenicah, prenesti v Dramo, to je ena taka dosti riskantna zadeva. Že predvsem, kar se scenarije tiče, najbolj me skrbijo pevci. Pevci znajo svojo zadevo, je pa stvar prav zanimiva, ne? Ker je posneta na trak, in smo odvisni tudi od reprodukcije orkestra, ki smo ga najeli, posneli, kot je dolga zgodba. No, ampak rezultati, kot vem, na Jesenicah so bili kar obetavni in skratka ta teater in mobilni teater s to predstavo naj kar potuje. Kakšna je vaša vloga pri tej predstavi? Jaz v Drami pravzaprav bom vlogo samo režiserja in špicienta, bom za kulisami, ker je to velik prostor. To se pravi, tonska kabina je posebej, svetlobna kabina je posebej, inspicientska kabina je spodaj in si se pogovarjajo po telefonu, vse je to že modernizirano, ne? Kadar je pa manjši teater, poleg tega pride najbrž občinstvo, ki je dost zbrano in tukaj ne pripovedujem vsebine igre oziroma opere. Če bi prišli na manjše odre, potem imam tam natisnjeno vsebino in pred vsakim dejanjem stopim pred oder, pred občinstvo in pripovedujem vsebino. Prvo dejanje, drugo dejanje, tretje dejanje. Tako da, ker pojejo pevci v originalu, seveda, v italijanščini. Kaj pa Pipi in Melkijad? Ja, to je pa druga zgodba, ne? To je pač spet ena taka, tle sem se reševal, ne? Kot po stari navadi, ne? Se zmeri nekako zvlečem ven iz neke stiske, ki bi rekel. Gledališče je šlo v eno tako smer, ki jaz pravzaprav nisem več razumel. No, jaz sem se seveda tudi upokojil, potrebovali me niso, ker, kot vidite, takrat, mislim, v nekem določenem obdobju so mladi popolnoma prevzeli Dramo, bi rekel, tudi vodstvo je bilo prišlo z mladinskega, to se je poznali takoj. Mladi so igrali starih niso rabili, tudi za mušterne, da bi vsaj za vzorc, recimo enega starca, dal, no, mogoče Danilo Benedičiš, ki je čist siv, no, on je, mislim, 2krat nastopil. Sem videl, da gre teater v smer, ki me pač niti ne zanima. In se mi je ponudila neka priložnost, da sem že prej Miškolina, pa pol še prej Janko in Metko, da me je pravzaprav ta mini teater nekako začel pošteno zanimati. Delo z otroci, tam moraš biti kar junak, moram vam povedati. Za otroke, to je od 3 let dalje, ne, si predstavljaš, od 3 let dalje, kaj to je, ne, da moraš na njega narediti en pošten vtis. In kot se je izkazalo, da to znam narediti, in zato smo pač, pa sem se začel premišljati, kje bi dobil kakšen material, ki bi mi bil blizu. Spomnil sem se Pipija, ustrašil sem se, da bi me televizija tožila, zato ker je pač to televizijski projekt in zato sem si napisal novega Pipija. Te dva prasa skočita ven z televizije in začnete svoje življenje. Z eno besedo, no, tako se pač potikam po teh
po teh odrskih deskah. No, to je še ena stvar, ki me zanima. Ja. Kako je z adaptacijo nekega besedila, ki je živelo recimo na risanem filmu, na televiziji, v nek drug medij? Je težka reč, no, ker približno moraš slediti načinu, ki je televizijski, ker to ljudje hodijo gledati najbrž, ne? Ker iz televizije se in odpujsala znameniti, ne? In odpujsala sta domov. Ne? Ta znameniti stavek se je prijel, ne? In zato moraš malo paziti, da se ne pogovarjate čisto izven tega konteksta, recimo, kot v televiziji ne politizirata, ne kvantata, in tako, mislim, to govorita teh preproste stvari, pojasnjujeta. Poleg tega pa še televizijska risanka je bila zelo kratka, to je par minut trajalo, tukaj pa le moraš narediti za 40 minut materijala, ne? In kako to povezati, potem sem si izmislil songe v stilu Pavla Golje, Frice Frace. To se je obneslo, se napisuje muško odlično, da gospod, naš kolega. In to je uspelo. Dobil sem enega dost zanimivega partnerja, ki je absolutno nadarjen igralec in fair, poleg tega pa točen, ker mi veliko gostujemo točen, ker je redkost pri današnji mladi generaciji. Rekli ste, da veliko gostujete, to je res. 100. ponovitev se bo zgodila prav v teh dneh, Pipija in Melkijada. Mlada publika vas je vzela za svojega, no sicer na nek način vas je mlada publika za svojega imela že ves čas, ne? Ja, lep čas je že, ja. Kar sem prenehal igrati negativne vloge v drami. Mogoče še nekaj besed o stanju v drami. Niste najbolj pohvalili prejšnjega vodstva, kako je z zdajšnjim vodstvom? Ne bi rekel, da ne vem, nekako se nismo se razumeli, nismo imeli istega jezika. In če ne govoriš isti jezik, recimo v ansamblu ali pa z direkcijo, to se vidi zdaj po lepem, danes sem bral članek Goriškega teatra, ki je v težki krizi. Potem je to pač najbolj, da popustiš ti, ne? Ker je zoper ansambl, nimaš kaj narediti. Ta Ivo pa lepo to je igralčno. To je zdaj, hvala Bogu, da se mi zdi, spet gledališče vrača igralcu. Prejšnji tip teatra, ne bom zdaj krivil vodstva niti režiserjev, pa ki je bil predvsem režiserski tip teatra, to se je režiserizem, in kjer je igralec imel samo funkcionirati. Igralec je imel samo neko določeno funkcijo, ki si jo je zamislil režiser, zato ni bilo treba karakterizirati, si lahko igral mlad človek, lahko igra tudi kralja Lira, kot vidimo, ni problem, lahko je tudi v pajacu, mislim, to so druge, nekatere zamisli, pač, ki meni niso ustrezale, no. In dočim mi smo bili navajeni igrati dialog, igrati vsebino, se od časa do časa v oči pogledati, brez posebnih nekih ojačen zvočniki, tukaj pa vse na mikrofon, ne, gre, mislim, močno, velikimi efekti in tak malo slabši pandurjev teater, no. Gospod Jurij Savček, sodite v tiste zlate generacije slovenskega gledališča, ki so ga pripeljale, bi rekel, iz tistega povprečja predvojnega na nek nov nivo. Zanima me, kako vi z tem svojim dolgim zgodovinskim spominom ocenjujete to prehojeno pot, morda je to tudi obsežno vprašanje, ampak verjetno je dobro, da na nek tak način ob vaši 80-letnici skleneva ta pogovor. Ja, kako ocenjujem, torej, to je težko, res je precej komplicirana zadeva, bi moral zelo misliti. Jaz mi smo pravzaprav generacija, ki smo zavzeli, oziroma smo zasedli teater že z diplomo. Do naših časov je bil to žlahtni amaterizem, to so bili najboljši amaterski igralci zbrani iz cele Slovenije. Tudi iz Maribora, ker je malo zakrivila tudi vojna, ker so sem pribežali, Skrbinšekovič in tako.
Potem smo bili to generacija pogrebcev. Moram reči, da nas je starejša generacija majhno grdo gledala. Niso bili čist na jasnem, kaj ne z nami naredijo, ker so tudi dramaturške vaje, mislim, so bile čist drugačne, kot so danes. Najprej so te dramaturgi informirali o pisatelju, o tipu teatra, ki bo, ali bo to realizem, ali bo to in tako naprej. Potem pa, mi smo pa bili pregladki. Meni so ves čas učitelj, ker sem bil radijski človek tudi, da znam pregladko brati. Jaz sem že na prvi vaji, nisem imel problemov s črkami. Ne rečem, da niso bili ljudje pismeni, vendar so težko vaj bralnih je bilo veliko zato, da so lahko izoblikovali karakter, da so ga, se pravi, niso šli na misel. No in takrat sem generacija Odra 57, ki je bilo pa gledališče, kjer je predvsem šlo za misel, za idejo, ne pa toliko za konflikt, za efekt, za hipnozo, za auro, ki jo mora. To je malo na igralčevo škodo tudi šlo, seveda, ker so bili v mojih časih starih igralci veliki gospodje. Da, so pa tako in taki, bi rekel, pride v službo, pa odide. Pa. Mislim, ni tako, mogoče, da sem res ostanek še tistih starih časov, ko se znam postaviti zase. No. Veliko pa mi je k temu pripomoglo tudi to, da sem igralec za 3 generacije, 4. Saj po televiziji sem začel še v črno-beli, sploh še ni bilo snemalnih aparatur. V radiu sem začel še nad Dajdamom, ko smo še dobivali kuverte v žep, takoj po oddaji. In mislim, da sva z Brankotom Miklovcem edina, ki sva še živa od tiste generacije, od tistega znamenitega, ko smo že igrali, Kotorski mornarji. To je bila prva igra, od takrat naprej pa življenja toliko za 2 romana.